Dobrodošli nazaj. Dobrodošli na zadnjem zaključnem delu Slovenskega turističnega foruma. Kot smo obljubili, se bo zdaj dogajanje in pa zaključki hekatona, ki smo ga imeli v Kranjski Gori, v hotelu Kompas, preselilo na tale oder sem. Tole je slika, mislim, da je bila narejena okrog 7-8 včeraj zvečer, potem smo naredili še par slik tudi kasneje, ni bilo dosti bolj prazno, tam okrog polnoči, pol enih je bilo že malo bolj, ampak načeloma je 18 ekip delali trdo, kar dolg časa na svojih idejah, ampak ne samo na idejah, tudi na planu, pa na ekipi, kako bojo te stvari peljali še naprej, od današnjega finala, od današnjih nagrad. Ko smo se pogovarjali s parimi izmed vas, smo ugotovili, da hekaton kot pojem še vedno ni tako zelo znan izven nekega babla, v katerem se recimo mi gibamo, ne? Se pravi startup svet, podjetnično in tako dalje. Izven tega hekaton, eni so slišali, eni niso, pa sem rekel, da bom zdaj naredil tudi malo uvoda, potem bom pa povabil še Danielo, ki je peljala ta cel hekaton v Kranjski Gori. Malo specifik. Hekatoni so v bistvu dvo-trodnevni dogodki, kjer se pokliče ekipe, posameznike in delajo intenzivno, fokusirano na svojih idejah, ponavadi z namenom, da prepričajo na konc neko žirijo, neke investitorje, da investirajo zdaj čas, denar, kakršnokoli drugo varianto v to ekipo in v to idejo, ki bo čez nekaj časa prenesla konkreten denar, konkretna naročila. Članko je kar velik, če vas ta stvar mogoče malo zanima, gre se samo malo pogooglati, slovenskih, v tujini se to veliko dogaja. V Sloveniji se dejansko ravno zdaj, rečemo v tem leto pa pol, pa ravno zdaj dogaja veliko tega. Recimo čez en teden že je en hekaton od Gorenja, v Tehnološkem parku v Ljubljani. Zelo podobna zadeva, isto, spet približno toliko ekip, približno toliko ljudi, ponovadi so teh hekatoni tam cirka 80-100 ljudi, ki delajo na nekih fokusiranih idejah na neko določeno tematiko. Včasih se tem zadevam reče tudi malo drugače, mogoče ne hekaton, čeprav to je trenutno beseda, ki je najbolj uporabljena, včasih se uporabi izraz inovacijski vikend, ki bo recimo mimogrede sredi novembra v Mariboru. Tukaj zadaj je Mariborska zavarovalnica, Sava. In tudi ta vikend se zdaj že dogajajo nepodobne stvari, spet malo drugačno ime, mogoče malo v manjši obliki, malo bolj lokalno, ne. Startup vikend je zelo podobno kot hekaton ali inovacijski vikend ali karkoli drugega, ki je nekako 2-3 dni fokusiranega dela ekip na novih poslovnih inovativnih idejah. Pa startup vikend, Novo mesto, vse te stvari so že kar tale vikend, tako da če koga to zagrabi, ga zanima, po vsem tem, kar bo danes videl, začutil, se lahko pridruži kot opazovalca ali pa mogoče celo kakšni skupini na vseh teh vikendih. Kot sem rekel, cilj ponavadi, pa končni rezultat vseh teh inovacijskih vikendov, hekatonov, je seveda pičanje pred neko komisijo. Zdaj, zelo verjetno, kar predvsem med vami ve, odkot je tale slika, kaj to zdaj na zadeva. Ne, tisti, ki spremljate TV program, tale zadeva je občasno gor, to je konkretno Shark Tank. Ne. Potem imamo zelo podobne take stvari, tudi v Evropi, tudi v Ameriki in to je tak lep primer, kako nekdo, nek investitor, nek podjetnik, startupovec ali pa ekipa piča pred nekimi investitorji in potem je ja v redu ali pa ni v redu, bomo investirali. Ne. Jaz to stvar mogoče malo naprej peljem. Ne. Ni vse v tem, da se ti na konc zmagovalc ali pa danes bomo imeli top 4 iz 18 ekip. To je fajn, to godi, medijsko izpostavljeno dobiš aplavz, dobiš nekaj v roke, ampak to je daleč od tega, da je res kakršnokoli potrdilo, da si ti že kaj naredil. In to jaz vsem startup ekipam rečem, ne se slepiti, da zdaj, ker ste bili na nekem odru in so vam čestitali in ploskali in je bila neka komisija, da je to pa zdaj že kar to. Tukaj se šele začne. Tale slika ni slučajno zbrana. Tole je ena ekipa, pa nič narobe z ekipo, ne? Je pač slučajno podlegla statistiki, ki velja v startup svetu, da 90% idej pač ne uspe. In to velja za vseh 18 idej, ki smo jih danes spremljali 2 dni. In vključno za temi 4. Ne? Tukaj se šele začne. Tale slika je iz enega dogodka, kjer se podeljuje startup leta naziv. Ne bom povedal, z katerega leta, ka pa bo šel dogledati, pa bo rekel, oni so bili res tako slabi.
Jaz sem šel prav pogledat, oni so bili takrat zmagovalci, potencial je bil velik, pa sem šel pa prav pogledat, ne. Ta firma, ki je bila takrat nagrajena, ima danes nič zaposlenih in prometa, da ni omembe vredno. To ne pomeni, da so oni slabi ali pa kaj. To samo pomeni, da je bilo takrat toliko upanja položeno v to, strani komisije, dogodka vsega, ploskali smo in super je bilo, potem se pa ni šlo. Takrat se šele začne. Jaz veliko rajš vidim, da potrditev in aplavz in medaljo in pokal in vse skupaj da trg. To je en tak ekstremen primer, ki ga je z lahkoto uporabiti, zato ker ga vsi poznamo. Teslo smo verjetno danes pa včeraj, ne vem koliko omenili, pa Ilona Muska, ker je pač household name in ga lahko uporabljamo. Njegova potrditev, ne, on po moje ni prav velikrat bil na odru na nekih tekmovanjih, ne, za startup leta, za PayPalom, za Tesla in tako dalje. On pač dela za trg, tako kot vsi ostali zares podjetniki startupi delajo za trg in potem jih trg nagradi. In recimo, tole je iz enega članka, zdajle pred kratkim objavljenega, oni še vedno dobivajo, ne, po 1800 naročil za zadevo, ki so jo šele zdaj začeli proizvajati. In tisti, ki se malo spoznate na to, veste, takrat, ko je bila ta zadeva launchana, so oni imeli že 300 000 prednaročil. To je potrditev. Temu se ploska. To je ta prava medalja. Ne? Zdaj sem malo diskontiral to, kar se bo danes na odru zgodilo, samo zato, da vas pripravim, da tukaj se njihova pot šele začne. Zdaj pa predno povabimo te ekipe, da še enkrat odpičajo to, kar so odpičali v Kranjski Gori, bi pa mogoče malo specifik tega hekatona strani Daniele. Tako da Daniela, prosim, če priješ na oder, pa še malo povej, kaj se je dogajalo, da bomo vedeli, kakšne so pričakovanja. Hvala lepa, Matej. Sem Daniela Bervar-Kotolenko, ena izmed 4 partnerjev podjetja Corpohub, ki smo skrbeli, da letošnji hekaton poteka tako, kot bi moral. Delali smo s skupinami, kar pomeni, da smo si tudi vizinke danes zjutraj že devali v oči, ker so bile že precej rdeče. Bilo je ekstremno naporno, predvsem za skupine, ki so delale, kakor tudi za vse mentore, ki so bili z nami. Zato bi na tem mestu samo prosila, da ostanete tisti, ki ste mentorirali in žirirali skupine. Prosim, ostanite mentori in žirija. Dejan Križaj, Voran Skutnik, Lojze Bertoncel, Nataša Hočevar, Miša Novak. Hvala lepa. In seveda tudi moja malenkost. Vsi smo se trudili, da bi iz teh skupin potegnili kar maksimalno. Naj povem, da izbrali smo 4 zmagovalne skupine letošnjega vseslovenskega turističnega hekatona, ampak ugotovili smo pa hkrati tudi, da imajo še vsaj 4, 5, 6 nadaljnih skupin potencial in ta pravo ekipo, da lahko zamesijo dobro potico iz testa, sestavin, ki so jih danes in včeraj na hekatonu marljivo spravljali skupaj. Če nakratko povzamem potek dogajanja, kaj se pravzaprav zgodi? Uvodoma smo vse time pozvali, da sporočijo vnaprej, kakšne so njihove ideje. In ko so prišli na hekaton, so slišali mnogo uvodnih sporočil. Od tega, kako narediti milijone in ne še samo en navaden produkt. Kako narediti 5-zvezdična doživetja in ne še samo en navaden produkt. Kako povezati to vse skupaj s kulturo. Kako nekako to vse skupaj zapakirati kot dodano vrednost uporabniku in potem še na koncu upoštevati persone slovenskega turizma, je bila kar težka naloga. Ti 4 timi, ki se bodo sedaj zvrstili na odru, so dokazali, da so te elemente znali vkomponirati v smiselno celoto. Naj pa poudarim, da so te 4 timi oblikovali zdaj začetno zasnovo. Včeraj smo na hekatonu govorili in tudi pridigali skupinam. Vaše ideje so vredne nič. In začudenje, kako da nič, se ideje vse ni. Ideja je začetek. Zato je tudi namen in začetek te misije, teh skupin, da jih zdaj pospremimo na pot, kjer bojo s coachingom, s podrobnim spremljanjem lahko na DST 2018 pokazali, kaj so v enem letu naredili in kako se je projekt iz današnje idejne, poudarjam, zasnove prelevil v, upajmo, uspešen projekt. Ker kaj? Timi bodo zdaj pičali. Dobri so. Videli boste, da so dobri. Ampak ne biti prehudi žiranti kot publika. Marsikdo bo rekel, ja, super, vse, ja, to je v redu, ampak ja, vse si bi lahko dal še boljše.
Vedno se da narediti boljše in tudi to točno pričakujemo od teh timov. Ker tole, kar boste zdaj slišali, so verzije 1.0. Čez pol leta upamo 2.0, 3.0 in z različnim pivotiranjem zagotovo na DST 2018 bo povsem druga verzija tega, kar bomo danes slišali. Ampak važno je, da bo narejeno. Važno je, da bodo premiki. In upam si celo staviti, da bo še kakšna skupina iz tega hackathona, ki ni ta trenutek med zmagovalnimi 4 pokazala, da se da tudi, če nisi za zvezdico zmagovalec, ampak da tudi si nekdo, ki ima za sabo dober tim, dobro idejo in ki lahko naredi nekaj v slovenskem turizmu na bolje. Pa še nekaj. Vsi ti 4 timi so sedaj navdahnjeni, so zmagovalci, bodo v medijih, sigurno se bo o njih tudi veliko poročalo. Ampak vi tukaj v publiki ste tisti, ki morate te prezentacije pozorno poslušati. Zakaj? Kajti vi ste tisti, ki se boste v teh prezentacijah lahko prepoznali kot poslovni partnerji. Dajte pristopiti k tem timom, ki bodo pičali, ponudite jim svojo vizitko, ponudite jim sodelovanje, kajti z vami bodo oni prišli do teh uspehov. Oni niso posamezni otočki sredi oceana, pa zdaj pustimo jih, da plavajo, pa če pride val, pa jih bo pozabil, pa bomo vse to skupaj pustili. Ne, vi ste tisti, ki lahko naredite razliko, ki ste lahko en korak bližje implementaciji tem timom. Tako, to je, kar se tiče samega hackathona. Kaj smo torej delali? Delali smo mnogo in še več. Imeli smo tudi različna orodja, od business canvasa do različnih metod, kako te time vzpodbuditi, da bi strukturirano dobro delali. Morate jih razumeti, da ko smo že videli tiste roke, ja, to je naša ideja, točno to bomo delali, čez 15 minut si prišel nazaj, kaj ste pa zdaj, premislili smo si. In tako je bilo pol dneva in na koncu so eni timi že se spraševali, 6-krat smo že spremenili, bomo zdaj lahko končno prišli do ene ideje, pa lejo, oni že delajo, pa oni so že pred nami. Na koncu prvega dne je vedno campfire. Campfire briefing pomeni, da vzamemo vse vodje skupin in jih damo v eno okroglo mizo in vsak se lahko izkašlja, kaj njegov tim dela, do katerih zaključkov so prišli. In kaj ugotovimo? Da imajo vsi isti problem. 6-krat so spremenili tisto, kar mislijo delati. Ampak to je realnost. To so start-upi. To je start-up način dela. 6-krat boš pobrisal vse, kar si naredil, boš rekel, 6 ur smo zapravili, ta 7 bo morda prava. Ali pa boš zjutraj, še tik pred prezentacijo, rekel, gremo s prvo idejo. To je to, kar se tam dogaja. To je drugačen način dela. Zato, da ne bomo več predolgi, bi rada na kratko samo še povzela 2 osebama, bi se še rada zahvalila, oziroma 3. Ožji ekipi STO-ja, seveda gospe direktorici Maji Pak, da je vse skupaj omogočila, in potem še 2 osebama, s katerima smo najbolj tesno delali, to sta seveda Nataša in Morana. Hvala lepa, brez vaju ne bi bilo enako. Tako, sedaj pa Matej, predlagam, jaz sem jih že slišala, ti še ne, tudi udeleženci ne. Zdaj jih bomo povabili. Hvala lepa, to je z moje strani. Uživajte v prezentacijah. Zdaj pa zares, ekipe so tlele, pripravljene so, malo smo imeli briefinga med pauzo. Tukaj bo števc, tukaj bo PowerPoint, tukaj nastopate, mikrofon čaka, kliker čaka. Prva ekipa, ki jo vabim na oder, oziroma govornico, ekipa številka 63E4R. En prav lep pozdrav. Veste, da je Istrian Golden Heritage Experience 5-zvezdično doživetje. Zakaj? Zato, ker Slovenija še ne zna izkoristiti potencijala, ki ga nosijo enodnevni gostje. Marko, ki ni samo persona slovenskega turizma, ampak je tudi en tak tipičen gost, ki pride v koprsko pristanišče z ladjo, je celo pot bombardiran z nekimi generičnimi produkti, ki mu jih ponujajo ladjarji. Ampak on tega noče. On hoče doživeti nekaj pristnega, nekaj več in hoče predvsem
če je to vredno, zapraviti več kot 78 evrov, kolikor zapravi danes. Ampak Marko nima samo 78 evrov. V paru jih ima 600, kar je 9-krat več, kot pri nas pusti danes. In če Marku zagotovimo to pristno doživetje, če mu zagotovimo spomine, o katerih bo pripovedoval, ko pride domov, ko se bo pogovarjal s prijatelji, ko bo povedal, kako je bilo na potovanju, takrat bo Marko skupaj s svojo ženo, partnerko ali pa partnerjem pripravljen plačati 600 evrov. Zakaj? Zato, ker tako kažejo podatki. Dosegli smo namreč tako število ladijskih gostov, da se zanje že splača narediti neko posebno ponudbo, čeprav jih je samo 10% tistih, ki pridejo v Slovenijo. Če pogledamo številke, 25 milijonov ljudi potuje po svetu z ladjami, v Koper jih pride 80 tisoč, 8 tisoč je takih, ki hočejo nekaj več, ampak v Kopru se nimajo na koga obrniti. In ker se nimajo na koga obrniti, zamujamo 300 poslovnih priložnosti na teden. Zdaj kupujejo pri ladjarju, kupujejo na potniškem terminalu, kupujejo pri taksistih, ampak mi jim bomo ponudili lov na tartufe, lov na eno najdražjih in najbolj cenjenih živil, ki lahko doseže ceno tudi 24 tisoč evrov na kilogram. Z lovcem in z njegovim psom bo ta par odšel na en sprehod, našli bojo tartufe, skupaj bojo šli do ene take tipične istrske šavrinke, bo povedala, kako štorijo, pokazala, kako se je delalo pašto, ampak da bomo to izkušnjo dvignili na 5-zvezdično doživetje, bomo zadevo zaključili z enim, oziroma povezali z enim vrhunskim šefom, ki bo iz lokalnih sestavin pripravil en show cooking z enim 5-hodnim menijem, tako da bo to doživetje tisto pravo, pristno. Ker Marko pride samo za en dan in je v povprečju pri nas od 4 do 6 ur, njegovega časa, žal, ne moremo podaljšati. Lahko pa podaljšamo miselno prisotnost na destinaciji. Zato bo Marko sabo domov odnesel tudi en paket tipičnih lokalnih istrskih produktov, ki ga bodo na to destinacijo spominjali tudi naprej. Ko pride domov, ko se bo pogovarjal s prijatelji, ko bo povedal, pokazal, kaj je počel in kaj je doživel. Glede na izkušnjo, ki jo imamo z istrskimi dogodivščinami, z doživljajskim turizmom, smo pripravili en tak precej enostaven poslovni model, ki ga je mogoče aplicirati tudi na druge produkte, na druga doživetja, naprimer na dan v solinah, na žetev v soli, na medeni dan oziroma medeno zgodbo in apiterapijo in druge. In računali smo, da če Marko svojim parom pri nas zapravi 600 evrov, moramo mi na vsako ladjo prodati 4 aranžmaje. To pomeni, da bomo v prvem letu, ko bomo ta produkt še testirali, zbrali 168 tisoč evrov prihodkov. Ampak tisto, kar se nam zdi pomembno, pa je potencial tega trga, ki je, kot rečeno, 8 tisoč. Če vzamemo skupno številko, je ta potencial 2,5 milijona evrov. Lepa številka, ki je za nas v drugem letu, ko bomo ta en produkt dopolnili še z 2 novima, tudi realna in dosegljiva. Zakaj je dosegljiva? Zato, ker smo zbrali prave ljudi. Imamo Mateja zadnja 4 leta dela na potniškem terminalu in ima zelo neposreden pogled v to, kaj te goste boli, kaj jih muči, kaj iščejo, kaj si želijo. Urška iz turistične agencije Istratera je snovalka takšnih pristnih doživetij, to dela, to živi. Moje znanje sega na področje vsebinskega marketinga, zadnjih 5 let delamo za naročnike in jim svetujemo, kako neko vsebino prezentirati do svojih kupcev. Tukaj na pomoč priskoči Simon s svojim znanjem z področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij poskrbi za optimizacijo iskanja, na drugi strani pa zato, da določimo tisti zelo majhen segment gostov in jih nagovorimo že prej, imamo tudi znanje našega Sama, ki je ekspert na področju Big Data.
In če damo to še v številke, za realizacijo potrebujemo 31 tisočakov, 12.500 evrov bomo s svojim delom investirali sami, ostalo gre pa zelo, zelo ciljno usmerjeno v tržno-komunikacijske in prodajne kanale. In če imate jutri čas, gremo lahko na študijsko turo. Obetajoča zgodba, ki pa zagotovo potrebuje še pomoči tudi z vaše strani. Zgodba številka 2, ekipa številka 2, oziroma številka 9 so zgodbarji z Laškega. Začnimo takole. Dajemo vam možnost, da spremenite tok zgodovine. A si upate? Laško. Laško je eno luštno, majhno srednjeveško mestece, znano po pivu in tudi po termalni vodi. Ampak mi upamo, da bo takle čas prihodnje leto Laško znano tudi po posebnem, edinstvenem doživetju, ki bo prepletalo zgodovino, preteklost, sedanjost, prihodnost. Želimo si, da bi unesli edinstveno doživetje, ki ponuja nekaj več, ki razvaja z vsemi čuti. Za koga to počnemo? Za milenice, za generacijo Y, za vse raziskovalce in družabnike, vse te persone, ki rade raziskujejo nova kulturna okolja, spoznavajo nekaj novega, drugačnega, za vse tiste, ki obožujejo virtualni svet, ki preživijo ure na računalniških igricah, ki imajo radi to navidezno resničnost. In obenem za vse tiste, ki hlepijo po fizičnem izkustvu, ki želijo svojo igrico prenesti tudi v realnost in zato se zbirajo na raznih konvencijah, ala Star Wars Convention. Teh fanov je čedalje več. Ta trg je obetaven in omogoča rast. Naša igra ne obstaja zgolj na ekranu. Prav tako ne obstaja samo v fizični obliki. Naša igra je kombinacija navidezne resničnosti in fizičnega izkustva. Vključeni so vsi čuti. Pa morda, da povemo nekaj vsebini, ker ta je temelj vsega, kaj ne? Kdo so celjski grofje? Celjski grofje so ena najpomembnejših vladarskih dinastij, ena najpomembnejših evropskih rodbin, ki ima danes potomce v vseh evropskih monarhijah. Mimogrede, Elizabeta II., angleška kraljica, je potomka celjskih grofov. Najpomembnejši vladari torej, ki so imeli lovski dvorec v Laškem in so živeli v Laškem. In tukaj pride Friderik. Kdo je Friderik? Friderik je sin vladarja Hermana II., ki je rad lovil po gozdovih Laškega. Tam se je izgubil, ni našel poti domov, je zaspal, v sanjah se mu je prikazala deklica. Ta deklica je potem jo spoznal tudi v živo. To je bila Veronika, izjemno lepa, čudovita. Vanjo se je nesmrtno zaljubil. A njegov oče, Herman II., te ljubezni ni dovolil. Zato je dal svojega sina, lastnega sina, zapreti v ječo, kjer je umrl strtega srca in sestradan. Veroniko Deseniško pa je dal utopiti. In sedaj imate vi priložnost, vi možnost, da posežete v tok zgodovine, da vplivate na njuni življenji, na njuno usodo, na njun tok zgodovine in posledično tudi na celotno zgodovinsko dogajanje. Kako bomo to naredili? S kombinacijo VR očal. Vi si boste nadeli VR očala in padli v srednjeveški čas, z vsemi detajli. Očala boste sneli, pred vami bo ista slika, kot je bila znotraj očal. S tem, da vas bodo čakali fizična izkustva, vi boste imeli fizične prepreke, vi boste mogli premagati srednjeveški poligon in če ga boste premagali, boste dobili meč. Zakaj rabite meč? Zato, ker vas na grajskih vratah čaka grajski stražar in njega boste morali premagati. In ko ga boste premagali, boste tam videli Veroniko, ki jo bodo že tiščali v vodnjak in boste mogli Veroniko rešiti in Friderik vas bo čakal v zaporu in akcije, da dol padeš. Ampak vse je odvisno od vas. Če vam uspe, boste rešili eno najpomembnejših dinastij, vplivali boste ne samo na Friderika in Veroniko, vplivali boste na stoletja, ki prihajajo. Če vam ne uspe, boste nosili težko breme, da ste uničili eno najpomembnejših vladarskih družin.
Naša časovnica bi znašala nekje 1 leto. 1 leto od potrditve projekta, potem do same finalne izvedbe. Investicijo smo ocenili nekje na 115 000 evrov, pri čemer bi največji delež denarja šel za samo pripravo teh VR posnetkov, virtualnih očal, same scenografije, same zgodbe, detajlov, tudi fizične opreme prostorov, ki sem jih prej omenila. Cena takšnega edinstvenega izkustva, ki ga še ni, bi znašala 105 evrov na osebo. Nekako smo predvidevali, da bi 4 ljudi na dan lahko prišli na ta dogodek, na to doživetje, na to edinstveni doživetje in potem bi se investicija nekje v 2 letih povrnila. Torej še enkrat, ponujamo vam izvrstno doživetje, preplet zgodovinskih faktov, sedanjosti in prihodnosti. In zato vas še enkrat vprašam, imate moč, da spremenite tok zgodovine? A si upate? Hvala lepa, zgodbari z Laškega. Naslednja ekipa pa je številka 17, Slovenija Trepin. Lepo pozdravljeni tudi z naše strani. Mi smo ekipa Slovenija Trepin, katero sestavljamo Matic, Neža, Hana in jaz, Urša. Včeraj smo se majčkeno vprašali, se pravi, mi pridemo v Kranjsko goro, smo nek turist in slišimo, da je tam v Tolminu, naprimer, ful lepo. Vprašamo se, kako bomo pa mi do tja prišli. Tako da smo šli po Kranjski gori in na ključne mimoidoče lokalne prebivalce spraševali, kaj je najlažji način, kako je najlažje priti tja. Odgovor je bil, da lahko gremo zjutraj v trgovino, kupimo motiko in začnemo kopati rov. Nam se to ni zdela najboljša ideja, tako da smo jih potem povprašali še po možnostih javnega prevoza. Ampak realnost je pa taka, da če gremo mi ob 7 zjutraj iz Kranjske gore, bomo ob 10 na mostu na Soči, s tem, da bomo 3-krat zamenjali prevozno sredstvo. Meni se to majčkeno naporno sliši. Tako da smo postavili 3 glavne probleme, katere bomo mi reševali. Prvi je to, da je neučinkovit javni prevoz, o katerem se veliko govori v preteklih dneh in na splošno v Sloveniji. Ta drugi problem, ki ga bomo mi reševali, je neprilagodljivost turističnih ponudnikov. Če ti priletiš ob 6 zjutraj na letališče, pa veš, da boš naslednji dan že šel, ampak želiš v enem dnevu čim več doživeti, kako boš to naredil? Če je ob tura, ob 8 zjutraj gre iz Ljubljane, ti pa do takrat sploh do Ljubljane ne boš prišel. Tako da mi smo totalno fleksibilni, zjutraj, časovno totalno fleksibilni, tudi prostorsko peljemo tja, kamor vi želite. Tretji problem je pa neenakomeren razvoj turističnih destinacij, se pravi, to je vzpostavljanje goriščnih 5 točk. Naše rešitve so torej individualni, enodnevni izleti na tujcem majčkeno nepoznane in težje dosegljive destinacije. Ta drugi je ta, da smo časovno in prostorsko fleksibilni, kakor sem omenila, ob tistem času, ki vi želite, vas mi peljemo točno tja, kar hočete. Ta tretja rešitev je pa to, da večje turistične atrakcije povežemo z malimi. Se pravi, ko bo nekdo rekel, da bi želel na Bled, bomo mi ponudili tudi tisto, kar je v zaledju. Slonimo na vseh 3 stebrih trajnostnega razvoja, o tem lahko rečemo še kdaj kaj drugič, se ne bomo tja sploh zdaj šli. Zdaj pa, da predstavim malo več o samemu podjetju. O tem, kar se mi razlikujemo, oziroma naše 4 specifike so to, da nudimo oseben stik ob rezervaciji in še preden v bistvu gost sploh pride do nas. Tudi med samim izletom smo osebno, res ta osebni stik ne forsiramo, narobno, in ponujamo možnost ustvarjanja lastnega izleta. Smo pa spet časovno in prostorsko fleksibilni. Naš cilj je, da ob koncu dneva uporabnik doživi to, da voznik in njegov v bistvu vodič skozi zgodbe, skozi njegovo znanje postane njegov prijatelj. In da to vsem temelji na enem profesionalnem
profesionalnem odnosu. Tudi sama uporabniška izkušnja je izredno lahka. Spletna stran je za vsakega uporabnika zelo simpel, par klikov in imate trip tazga, kot ste si zamislili v tistem času, ki ste ga hoteli. Enostavno pišete, kje bi želeli, kakšna je vaša destinacija, končna, in kliknete gumb Book Now. Od spodaj imamo 24-urni support preko Skypa, live chat in preko e-maila. Ko vi vpišete, iz kje in kam bi radi šli, se vam iz našega nabora posebej izbranih idej naredi ena taka lista. Dve sta fiksni. Ena je ta, kamor vi greste, ta druga je ta, ki jo mi damo fiksno zraven. In to je vedno v bistvu neka gastronomska izkušnja v zaledju destinacije, kamor greste. Ostalo je nabor, vi poklikate, kam bi šli, na desni strani se vam izriše ruta, približna časovnica in seštevek denarja, koliko vas bo to prišlo. Promocija. Mi bi si želeli čim več delati na tem, da tisti, ki bo zadovoljen, o tem pove naprej, ampak se zavedamo, da to ne moramo tako začeti. Tako da, za začetek bi bili zelo prisotni na socialnih omrežjih. Veliko bi dali tudi na to povezovanje z lokalnimi institucijami in objave v spletnih medijih, kakor vsi bi tudi mi povabili socialne influencerje in tako naprej. Če pa preidem kar direktno k številkam, da je naš poprečen enodneven izlet 250 evrov, se pravi na cel avto, poprečje računamo, da sta to 2 osebi. Do konca prvega leta bi za nas vozilo okoli 7 voznikov, kar bi pa seveda prilagajali glede na povpraševanje. Mesečno bi pravili 130 izletov, v enem letu bi to pomenilo 195 000 evrov zaslužka, v ta drugem pa bi to še več kot podvojili in bi prišli na 500 000 evrov. Tudi s tem bi prilagajali, koliko bi bilo naše število voznikov, glede na povpraševanje in glede na zadovoljstvo. To bi bilo z naše strani vse. Majčkeno smo bili živčni, ampak obljubim, da če pridete do nas osebno, da smo veliko bolj suvereni, tako da na tem koncu nas najdete in res bi bili veseli, če pridete do nas s komentarji, z kakršnimi kolimi predlogi in s kakršnimi kolimi nameni za povezovanje. Najlepša hvala. Zdaj pa še zadnja ekipa številka 3, Srečni Gamsi. Hello everyone. I'm going to be speaking in English. As I mentioned this today morning, once I was in Maribor watching the football game and everybody said Maribor champion and I said Maribor champignon. So I'm just going to keep this in English, all right? So our project is called Simple Luxuries. That's the word I want you to remember when you leave this auditorium today. Simple Luxuries. Okay, so we have a team. We're called Team Srečni Gams. And the name came about when I smiled, okay? So just stick with that, all right? So we have Tina, Maria, Maya, and myself. We all have a master's degree, and we've worked for some fantastic companies in the past, including Disney, Trivago, Philips, and Studio Moderna and such. So we know what we're doing most of the time. So this is Slovenia, where the Soča flushes down over the rocks, and it's fantastic. But this is also Slovenia, where we flush down billions of euros down, let's say, the toilet. Okay, so why does this happen? We know in Slovenia, last year, 3 million tourists came, and a lot more came in cars that just paid a €7 in vignetta and drove away from the country and never came back. Well, maybe they passed back, but anyways. We need to capture these people, get that money, help the economy, make everybody have a better life. So how do we do it? We have to attract them. Yes, that's something we put in our head. So then we're like, okay, we were told there's this personas, look around you in the room, there's this beautiful, play cards. Okay, they're like, we need to target these guys, they have money. And then we're like, well, but these guys have money too. And then we're like, screw it. Figure out something where you can attract everybody and make a product that really helps the economy. Okay, so we thought luxury goods, sell them expensive stuff. And we're like, okay. So we had to define what is luxury. So we went around and we're like, guys,
we should set some pillars for success. Let it be inspired, let it be memorable, and let it be personalized, because that's what people care for in today's world. There is too many package stores. There is too many buy this, get one free. We don't want that. This is Slovenia. Just look around you. We're having this conference here and not in the hotel. The new one we have Intercontinental in the city is because we belong in nature. So, having that in mind, we went around and we found this luxurious pool in a hotel. We're like, okay, we see this. You know what we think of? That's like Bohen. And then we're like, Michelin stars. We need Michelin star. We have Anna Roche, but we still need the Michelin star. Okay, so here's a Michelin star soup, but the mushroom is outside the soup. All right, so we think of, screw this, I'm going with my Teta Violeta and picking up gum and making mushrooms myself. That's what Slovenia is about. And we call this simple luxuries. Imagine you work in New York at Wall Street. What do you expect when you come to Slovenia? Do you expect some luxurious Moët Chandon champagne, or do you expect some bamboos, which feels very good sometimes, but gives you a headache? Okay, so having thought of all this, we thought, how can we do this with the Slovene Tourism Organization? Because they're well known, they have a lot of money, they go to a lot of places, we need to do this. So we plan to create a platform which helps tourists understand Slovenia, learn about it, and book unique experiences. This is a supply side product. This is helping the tourist who is coming into the country. We're not already creating products that they're just gonna buy. Okay, so they say, I'm gonna stay here, I'm coming on this day, I want to do this. Who is gonna help me out? And then people from Slovenia, for example, Janez Novak, Teta Violeta, and then Simona, everybody's like, hey, I live here, I'm free on this day, and I can take you for a walk around my city. And you can learn about the local food, local customs, and local things. And then John is like, this is fantastic. He lives your review, he shares it on Facebook, he talks to his friends, and this just keeps growing. We have electronic word of mouth, and it's natural progression of doing better and better. So, how do we keep the relationship with the culture? We don't want to create a product where we take people out of Slovenia, right? So, we are like, guys, we're using the local people. The local people are the culture, the local food is the culture, the local forest is the culture. This is what we want to enhance and show the foreigners of what Slovenia is truly about. Next steps. So what do we do next? Well, first we have to win the hackathon today, else we don't have any recognition. If we don't have recognition, nobody gives you money. Second, we have to partner up with STO. Let's hopefully get this done in the next 3 months till December, so we can have a really good Christmas. We want to have the MVP ready next year by June, and we want to do the pilot testing when all the tourists are back here. Next year in the summer, we run it all throughout, fix the product, make sure it's good, get the feedback, and let's deploy this in the beginning of 2019 so we can increase the tourism by at least 30%. Our go-to-market strategy, fairs and congress, content marketing, influencers. So imagine this guy that plays basketball, Goran Dragic. So imagine him getting on TV and saying, come visit my city, we'll go shoot hoops. Guess how many people are going to sign up? A ton, all right? So these are some of the strategies we can use to go to market. Financials. So the platform, we expect it's going to cost about 50k euros. It's not a whole lot of money because we know what we're doing, okay? So income, we make money for ourselves through commission, 3 to 8%. So you may ask, why 3 to 8%? Well, we want to help the underdeveloped economic zones in Slovenia do better. We're going to charge them less. They will pay 3%. If you're from the big places, Koper, Ljubljana, Maribor is bankrupt, forget about that. Koper, Ljubljana, and other places, we're going to charge you a higher percentage, something about 8% for your services that you're providing on our platform. So what can we expect? Let's say in the first year, we only get 1,000 people to sign up for this. Slovenia has more than 15,000 Airbnbs. So if 1,000 people sign up and they only earn 20 euros, 365 days, we have already reached 7.3 million euros. That's nice. All right, so I'm nearly done. So I'll just leave you with this. Simple luxuries. Thank you. Takole izgledajo srečni gamsi. Kdo bi si mislil? Zdaj bom pa na oder povabil
komisijo, mentorje, žirijo, ki je na eni strani pomagala zadnja 2 dneva in potem zbrala to, kar smo pač zdaj na odru videli. Pa mali bom spraševal, skozi kaj so šli vse ekipe, tudi oni so imeli svoje ups and downs. Malo se bomo pogovorili o tem skozi njihove oči. Ekipa, mentorji, žirija, prej ste jih videli, ki so ostali, bi jih zdaj povabil na oder gor, Nataša Hočevar z STO-ja, Miša Novak z STO-ja, Dejan Križaj z turistike in pa Lojze Bartoncen in Moran Skutnik z Korpo Huba. Prvo vprašanje. Tale slajd zelo pogosto kažemo v teh naših startup, hackathon, podjetniških vodah. Vse ekipe grejo v teh 2-3 dneh in tudi potem kasneje skozi to, ne, startup fazo. Komentar z vaše strani. Kaj so bili viški, kaj so bili momenti, ki niso bili tako navdušujoči, ko ste delali z ekipam, ko ste jih opazovali? Kdorkoli. Miša? Prvi viški so bili zagotovo, ko so ekipe prišle polne energije s svojim dojenčkom, ki so ga zasnovali v preteklih tednih doma. To so bili tisti ups in potem že zelo kmalu, najprej nam je bilo mogoče malo hladno, potem je postajalo vroče. In največji down je bilo, ko so ugotovili sami, da je mogoče njihov baby ugly, kot je bilo tudi včeraj rečeno. To zavedanje in potem seveda poskus, kaj s tem dojenčkom narediti. Prišel je nov baby, ki je bil lep, pa je spet postal mogoče malo manj lep in tako, da je bilo teh ups and downsov pri nekaterih skupinah kar nekaj. In na koncu seveda je vedno prišel en baby, v katerega so verjeli. Ja, in te 4 smo zdaj tukaj pogledali. Miša je govorila že to, kar vam jaz že malo naprej naštimam. Kar mi silimo res vse ekipe, vedno, ko smo v takih vodah, hackathoni, podjetniški vikendi in tako dalje, dajte res preverjati reakcijo na vaš produkt. Ne na to, če jih vprašate, ali bi, če bi, ne? Ampak naredite nek landing page MVP in pojdite pogledati reakcijo. In potem vedno rečemo, da ne boste presenečeni, reakcija na prve stvari, ki jih delate, sploh če so tako, dosti out of the box, dosti inovativne, je ali tole, ne? Ali pa v najboljšem primeru tole. Ne? In potem morajo oni skozi to iti. In ko velikrat to doživijo, zdaj malo je bilo to strani mentorja tudi, predvsem pa tudi strani trga. In potem pridejo do tega, kar je Miša rekla, ne? Da morajo spoznati, da njihova prvotna ideja, ne? In lahko potrdijo vse tele ekipe tukaj, ki so bile, tole ni bil pitch tiste prvotne ideje. Lahko, da so se malo vrnili nazaj, ampak do tega pridejo. Če ima mogoče še drug komentar na ups and downs, če ne gremo na tole. Gremo na tole. Mogoče nekaj, kar velja v večini teh primerov. Začetne ideje so zelo, zelo široke in posledično težko izvedljive ali pa težko jih je preveriti, v čem imajo vrednost. Tako da večina ekip je mogla najti nek fokus, zožati svoje velike ideje na neko bolj konkretno situacijo in v tisti konkretni situaciji nekih konkretnih oseb ali pa nekih konkretnih trenutkov teh oseb najti neko slabo točko, ki jo lahko izboljšajo s svojim razmišljanjem. Kdor je naredil ta preskok, da je šel z neke široke zgodbe v nek fokus, je lahko šel potem tudi naprej skozi cel proces in pripravil potem bistveno boljšo zgodbo, bistveno bolj potencialno dejansko vredno zgodbo. Ok, seveda žirija, mentori so tudi malo zmatrani, ker svetovati skozi tok teh iteracij je tudi kar naporno. Vprašanje je pa naslednje. Mi vedno rečemo, ko iščeš ta presek, ne, ko je inovacija res potrjena na trgu, moraš nekako grobo zadovoljiti 3 aspekte. Eno je, da je zadevo dejansko res možno narediti. Ne. Včasih je kakšen tak dreaming, pa niti ni možno narediti tehnično ali drugače, ne, se pravi ta technical feasibility. Drugo je ta spodnji del, human desirability, a se bodo to ljudje, uporabniki res želeli v dovolj veliki meri, da bo iz tega nek posel. In pa ta tretja, na desni strani zgoraj, je pa seveda čista common business sense. A bo to sploh nek
v redu biznis, se pravi, da se bojo plusi pa minusi šli tako, da bo to sustainable. Ne? Po vaših opažanjih, s čem je bilo največ dela? Od prvih variant do iteracij, do tega, kar smo danes videli. Kje je bilo največ tistega, ki je bilo treba popraviti? Mogoče Nataša? Tekom celotnega procesa se je izkazalo, da kako pomembno je zelo, da poznamo našega gosta. No? Skratka, da bi mi lahko včeraj rekli, katera od teh ekip, vseh 18 ekip bo danes zmagala ali pa bila med temi 4 zmagovalnimi, to je bilo nemogoče. Videli smo, da je potencial vseh, ampak res so morali biti zelo, tako bom rekla, open-minded, razmišljati predvsem, komu bodo tržile. In ko so ugotovile, kdo je tista ciljna skupina, od tam naprej je bila zgodba pravzaprav zelo enostavna. Narediti paket, kajti vemo, da Slovenija ima izjemne sestavine, potrebno je to samo pametno umestiti. Pa zdaj, da ne bomo rekli, da je bila to zasluga mentorjev, da so potem tako napredovali. Predvsem so bili to sami, ker so se uspeli povezati, ker so timsko sodelovali in razmišljali prebojno. Včasih mislimo, da je inovativnost, da se rodimo z njo, ampak tega se je mogoče priučiti. Predvsem pa kreativnost je danes stvar preživetja in vsi si moramo to nekako dati, opažamo, no, da se včasih tudi sami preveč omejujemo ali pa to, no, da smo preveč zaposleni s svojimi dnevnimi aktivnostmi, tako da bi si morali nekako te aktivnosti omejiti vsaj na 80%, 20%, minimalno imeti pa še za kreativno razmišljanje, za povezovanje. Kar smo pri inovativnosti pa pri tem, kaj smo poskušali na tem področju predstaviti. Jaz mislim, da prva stvar, ki je bila kaj specifična za ta startup, pa boš popravil me, če to ni res. V tej skupini 80-ih, 90-ih smo imeli zelo raznolike playerje slovenskega, igralce slovenskega turizma, ki je sestavljen kot eno veliko zabaviščni park, v katerem imamo različne tipe atrakcij, različne tipe playerjev. In prvo, kar se mi zdi, da smo ne samo tako, zato ker smo bili mi tam, ampak skozi celo strukturo poskušali res dvigati to razumevanje, ki ga potrebujemo vsi pri nas, še razviti, kaj je podjetništvo v turizmu. Ker ni mogoče za vas je bilo to normalno, ne? Meni se zdi, da je bilo to zelo pomembno, da je bil to en tak pomemben flash, pomemben premik naprej vseh skupin. Druga stvar, ki je pa bila namen tega hackathona, pa je namen tega foruma, dodana vrednost. Kaj je višja, visoka dodana vrednost v turizmu, pa kaj vse je 5 zvezdic, pa kaj vse je butično v turizmu. Ne? In tukaj smo tudi z večino skupin razčiščevali tudi to, kaj je zdaj ta višja dodana vrednost njihovega produkta, v čem so oni sam pač ponudili nek produkt, v čem pa je nekaj več. In včasih je 5 zvezdic pač lahko zavajajoče v smislu, da si zmeraj predstavljamo samo hotel, neko luksuzno, tako kot je bilo pri Simple Luxury povedano, zelo dobro. Vsi imamo različne estetike, in vsak od naših produktov lahko naslavlja različne estetike. Ne? In zdaj je ključno, da mi razvijamo eno od njih do amena, do konca in jo lahko potem tudi dejansko z višjo dodano vrednostjo ponujamo in prodajamo. Okay. Če lahko jaz samo povzamem. Zdaj s tem tehničnim krogom se po mojih izkušnjah smo se manj ukvarjali. Predvsej bolj je bilo drugih stvari in mi mentori smo se tudi malo po pare razdelili, pa smo se porazdelili malo skupine, ker jih je bilo 18. In jaz pa Miša smo bila en par in poprečno po navadi je izgledalo to, ko smo prvič prišli do ene skupine, so nama začeli razlagati idejo in jaz si mislim, da smo velikokrat naredili ta obraz teh dveh muc. No. Jaz si mislim, da smo velikokrat ta začuten obraz in pa smo začeli debatirati o personah in pa smo nekako prišli do nekih person, pa na koncu smo začeli po produktu govoriti. Tam je bilo pa kar najtežje, po mojem mnenju. No. Smo rekli in smo mi začeli, pa kaj bi bil ta produkt, pa kaj bi pa mašnica gor, kaj bi bil ta produkt, ki bi ga mi da kupila. No. Tam se je najbolj zatikalo, tako vsaj po mojih mnenju. To je moj komentar. In to je en tak vzorc, ki se pogosto pojavlja, ki je treba iti zelo v konkretne stvari, konkretne segmente, konkretne persone, konkretne storitve produktov, tam začne zmanjkavati. Ne? In zaradi tega imamo en tak strukturiran pristop, ki se na koncu pride bolj ali manj uspešno. Ne? Se ste videli, zdaj zbrali smo 4 ekipe od teh 18, ne? Ki so prišle pač tako daleč, kot so lahko prišle v dnevu in pol. Ne? In to je kar en tak izziv, ki je vedno prisoten, ne samo na turističnih hackathonih. Lojze, mogoče tvoj komentar na tole. Zmatrana komisija je. Bomo dali še malo mogoče besedo publiki.
nasplošno na temo hekatona, kaj se je dogajalo, ali pa mogoče, glede na to, da med piči nismo imeli nič pauze za tako imenovani Q&A, mogoče kakšno vprašanje iz publike za ekipe, ki so prezentirale, mogoče kakšen predlog, za kjer razčistiti. Imamo kakšno roko? Nimamo? Imamo? Ok, evo. V dan sem Marjetka Jeraj, Alpe Adria Vita, ukvarjam se pa s kreiranjem novih inovativnih produktov že par let. In sem poslušala te 4, ki so vsaka po svoje bila zelo inovativna in zabavna in mislim, da se jih da prodati. Ampak jaz se ne smem nič povedati, na kjer ga se nagibam, a lahko. Pa bi vprašala eno skupino, Simple Luxury. Super ideja, ker je to platforma, ki bo razpršila ponudbo oziroma ponudnike storitev in hkrati dobila veliko novih povpraševalcev in je v skladu z strategijo Slovenije, zelena, aktivna, zdrava, plus z tem, da nimamo luxury hotelov, točno to, kar je gospod predstavljal, ampak da imamo luxury naravo. Ampak eno vprašanje imam, glede na moje izkušnje, ko sestavljam ta Luxury Simple Slovenijo program, za, bom rekla, dosti zahtevne goste, pa tudi malo manj zahtevne, se pri vsem tem povpraševanje je pojavi ključen problem na terenu, da mogoče to, kar je on omenil, da ko želiš pač nekomu organizirati večerjo z gobovo juho, da imaš teh izvajalcev, mogoče Ano Roš, ki je pripravljena iti z gosti po gozdu, vzeti gobo, jo narediti in organizirati piknik. In potem mogoče še na prste ene roke v Sloveniji prešteješ te, recimo, ponudnike. Se pravi, če mi dobimo povpraševanje naenkrat 10 000 ljudi, kar se bo zgodilo in si upam trditi, ker trg svetovni je velik, in na drugi strani ponudnike, ali bomo potem taki organizator, da se jaz prijavim kot ponudnika, kako bo na terenu potem izgledalo, ali bom pa jaz tista, ker pač nimam ponudnika, ki bom mogla pa to juho skuhati, ali pa kdo drug, ki ni profesionalski, ni kuhar, ali bomo to ponudbo vzpostavili, ker mislim, da se ne bo pojavil problem pri povpraševanju, ampak pri izvedbi. To je tako malo dolgoročno gledanje, če se pojavi veliko povpraševanje. Vprašanje vmes ste delno Aha, aplauz na vprašanje. V redu, tudi če je dobro zastavljeno, je bilo malo daljše. Vprašanje je bilo vmes malo prevajeno tam na ekipi, ampak glede na to, da je cela ekipa delala, lahko verjetno odgovor v slovenščini ali pa če damo slišimo bo kar v slovenščini, ni problema. Torej, mogoče v prezentaciji ni bilo dovolj jasno razloženo, kdo dejansko so lahko ti ponudniki. Ti ponudniki je lahko moj sosed, recimo. On je super kuhar in doma je šel na sprehod in je nabral vrečo gob in zdaj nima to kam dati in se lahko on kot samo svoj ponudnik tam prikaže na svoji ponudbi. Torej, ni samo Ana Roš, ta glavna kuharica, ampak vsak izmed vas je lahko ponudnik svoje edinstvene izkušnje. Ne vem, poslušajmo Airbnb, koliko ljudi ima Airbnb in oddajajo svoja stanovanja. To so v našo platformo lahko lokalno prebivalstvo poda svoje izkušnje in svoje hobije proda tudi tujcem. Ok, tle se kar jaz javljam za komentar, ker imam enega, ker pa zdaj posega v naše delo. Ko jaz slišim, tako zdaj 3-4 zaporedoma, je lahko, kdorkoli, je lahko ta, takrat se jaz naježem, rečem, daj mi seznam ljudi, s katerimi si govorila in so pripravljeni jutri narediti gobovo juho za 15 gostov iz Avstrije, 20 iz Anglije in tako dalje. Urška Muster, Rošpo 34 je prva. Ona bo skuhala gobovo juho. To je tako, da gremo iz teh je lahko in to je način dela, na katerem delamo, tako mentori delajo. Jaz pač danes nisem mogel biti tam, včeraj sem bil malo delno prisoten. Ko imamo take stavke, to je vse razmišljamo v pravo smer, odgovor v pravo smer, ampak potem pa rečemo, ok, dajmo tabelo z številko, z mailom, ki lahko in kle so gobe naredi in poservisiramo. Zdaj imamo sicer eno zaporedje, ker je bilo že tamle in potem bo tudi tlele, ja. Kar takoj? Na tole bi rad. Kar takoj na tole, vse na to se navezuje, pa tamle imamo, ja. Zdaj se bo kar razživel tole. Samo Božič.
en odpre bife, vsak odpre bife. Ko bo tole zalaufal, verjemite mi, poplava ljudi, ki bodo to delali. Tako kot Airbnb. Hvala. Zdaj tamle gospodu, ki je že predvignil. Aleš, aha, on je tudi bil z Hackatona. Potem nazaj tlele. Zdaj, mogoče, če sam nadaljujem, to mene zanima, a ta sosed govori rusko, nemško, angliško. Kako plačaš tega soseda, ga lahko plačaš prek avtorske podjemne pogodbe? A ima ta sosed narejen WhatsApp? Tako Slovenija je zelo zbirokratizirana in tako. Gospa, ki je postavila vprašanje, ima, mislim, da že repliko. Jaz mislim, da je ideja fantastična, če želimo razviti slovenski turizem in čim več mladih ljudi obdržati doma, da zaslužijo, bom rekla, tisto plačo, ki niso velike, in da prvo, kar bi mogla država narediti, bi mogla vzpostaviti pogoje, se pravi zakonodajo, da lahko čim več ljudi, vključno s kmečnimi turizmi, ker niti ti ne morejo prodati svojih izdelkov, pa so registrirani, se lahko začne iti en tak, bom rekla, posel, če se to imenuje mini posel. Ok, tamle vzadje imam tudi eno roko. Meni je vmes prišel v glavo en izraz, ki bi ga lahko kar izumili pri nas pa posvojili, ne? Crowdsourcing, ki vsak sosed lahko juho dela. Goro skrt. Jaz imam pa eno vprašanje. Mene pa zanima, če od Uberja, idejni vodja ali pa od Airbnb-ja je začel z vprašanjem, kako bo to izgledalo. A te, ki oddajo sobe, a imajo WhatsApp, a imajo vsa dovoljenja? To bi rad vprašal. Verjetno se ni tega vprašal, tako da ideja je dosti boljša, kot si mi mislimo. Mislim, da Lojze čaka za komentarjem. Zelo lepo, da se vsi strinjamo, da je ideja super. Zdaj pa, če se spomnimo kakšne urce ali pa eno urco nazaj, smo rekli, danes so se predstavljale ideje. In zdaj smo na tem, da iz tega razvijamo biznis. In tako, kot smo prej rekli, ne delamo vedno za celoten trg, moramo najti fokus, tudi tukaj zdajle ne bo naše nadaljnje delo, da bomo delali, kaj bomo naredili čez 1 leto, ampak da se bomo vprašali, kaj na vsaki od teh idej, priložnosti lahko naredimo naslednji teden, pa potem teden kasneje, pa potem teden kasneje. In to potem to konkretno delo, ki bo pa, če bi šli pogledati tiste 3 kroge, ne bo na tehnični izvedbi, ne bo na biznis strani kot taki, ampak bo predvsem, ok, tukaj imamo mogoče, da bo na tehnični ali pa procesni, ampak v osnovi bo pa na uporabniški strani. Tukaj note še vedno v vseh teh pičih veliko predpostavk, ki jih rabimo teden po teden lepo razdelati. Še vedno imamo ideje, mi smo izbirali potencijale teh idej. Pomembno je to, da se ne omejujemo. Mi dostkrat vidimo, da sami sebi iščemo, pridemo do neke točke pa rečemo, to je pretežko, to se ne da. Če hočemo biti kreativni, moramo stopiti ven iz svojih con udobja. Moramo se povezati. Ali je to že znotraj turizma, s kulturniki, z IT-jevci, z sosedom, s komorkoli. Tukaj tudi pogosto vprašajo zdaj, kako so bile te ekipe sestavljene na Hackatonu. Nekatere so se v resnici že prej sestavile, prišle kot enotna ekipa, nekaj pa se jih je povezalo naknadno. In te povezave so se izkazale kot zelo učinkovite. Zdaj, jaz moram reči, da smo zelo ponosni na vse te ekipe, ki so naredile izjemne premike. Ne predstavljam si, da bi se zdaj povezali pa še širše, ne? Zdaj vseeno smo imeli predvsem iz turizma udeležence, da pa bi naredili še bolj heterogene skupine, mislim, res bi dobili še več premikov, čeprav moram res reči, to je to, kar smo si želeli, dosegli smo to smo dosegli tudi z vašo pomočjo, destinacij in pa posameznih ponudnikov, vi ste spodbudili, da so iz vseh makrodestinacij udeleženci potem tudi prišli na Hackaton. In vsi smo pravzaprav naredili neke premike, napredke, tudi tisti, ki jih niste videli tukaj na odru, izjemno dobri produkti, na katere računamo še v prihodnje. Prosim, še en aplavz za vse te ekipe, zmagovalne in ostale. Bi dodal k temu, kar je rekla Nataša in za kar ploskamo zdaj, še to, da je parkrat ta lov, ko smo na začetku govorili o njemu, se zgodil tudi, zgodil se je ta lov, nizek nivo energije, motivacije in potem
je bilo tako, to idejo ne bi, to, kar smo se prej pogovarjali. In potem smo probali štartati z ene druge točke, ko se je zdaj na koncu tle gor, mislim, da dobro pokazala, da smo včasih začeli idejo iskati na novo z vidika, kako pa si vi želite biti del tega, kaj so pa vaše energije, ki vas vlečejo v to, in jaz mislim, da te povezave in kako od njih dosežemo, so tako, da v bistvu poskušamo skozi te projekte, ki jih delamo, in mislim, da te 4 skupine so to dokazale, pa še marsikajšna tudi sicer, da so to pač stvari, ki njih res 24 ur na dan držijo po koncu, kot rečemo, in imajo mevle v riti, zato da jih bojo uresničili. Sami komentar, ki je bil za mene lov, sem se spomnil, kaj je bil za mene recimo nek high teh 2 dni. Včeraj zvečer, ko smo imeli ob 8:30 ta campfire sestanek, kjer so se vodje skupin zbrali, malo smo si pojamrali, kakšne težave imamo, je eden iz ene skupine ta vodja rekel, danes smo hoteli iti 2-krat domov, pa so pol vseeno pičali danes. Teda to je za mene ta high. Skratka, so šli res čez težke trenutke in hoteli iti 2-krat domov, pa so vseeno danes pičali. Teda to, recimo, se mi zdi super. Ok, omenjena je bila comfort zona, ki jo dostakrat omenjamo, je že kar malo izrabljena. Največja comfort zona je sedeti v občinstvu in nič reči. To je najlepše. Toplo je zdaj, ne zebajo nas več, fajn je, takole se namestimo in malo poslušamo. Malo manj comfortable pa vsem je sam komentirati nekaj. Ne, to ni, ne da se, kako bo teba to. Nikogar ne ciljam. To je še vedno tako, sicer moraš vstati, vsi te vidijo, ti si rekel, moraš pa reči, ampak še vedno je comfortable samo komentirati pa kritizirati. Drugo je pa, ok, super, zadeva ima potencial, lej, vizitka, mail, telefon, dajmo se sesti, dajmo narediti. Jaz vidim, kako bi lahko, kje so vsi ti sosedje. To hočemo. In to je bilo tisto, ki je prej Daniela rekla. Tlele, mislim, če vas v tej sobi ni, pol ne vem, kje je trenutno večja koncentracija ljudi, ki lahko kakšno tako stvar pomagajo premakniti. In jaz, kar bi se jaz želel naslednje leto, tlele gor, je, da imamo crowd sub counter, ki gre zelo hiter, tank. In to pomeni, da se vsakič zabokira ena lokalno skuhana gobava ali pa še kakšna druga juha. Samo to se ne bo zgodilo samo od sebe in to tudi ta ekipa ne bo samo od sebe naredila. To je wishful thinking. Rabili bojo pomoč, takšno in drugačno. Druga stvar, ki pa je, to vemo v Sloveniji, pa tudi nismo tako posebni v tem, takoj, ko bo prišlo neko tako partnerstvo, dajmo se vsesti, jaz imam ene ideje, preden boste šli predaleč, dajte se zmeniti, kaj ima kdo od tega, takoj na začetku. Da ne boste šli predaleč, pa jaz sem mislil, da od unih 3 do 8% je mojih 7, vse pade. Vsi vemo, mislim, ste bili vsi v takih situacijah. Dajte se na začetku zmeniti. Ja, vidimo sinergije, vidimo partnerstvo, dajte se zmeniti, kaj ima kdo od tega, kdo si bo v njih 3 do 8 razdelil od unih milijonov. To ponovadi pozabimo in gremo ful predaleč in pa gre vse skup umaloro. Še kakšen komentar? Na kakšno drugo idejo? Nataša, seveda, tamle imaš 2 mikrofona, ne dam ti še tega. So skozi pržgani. Zdaj, kaj se tudi kaže, Matej je dobro rekel prvi dan na hekatonu. Pravi, zdaj, če vam kaj ne paše, povejte, ne bo vam tukaj udobno, ampak kar pa se da spremeniti, povejte. Vidimo, da dostikrat smo tudi sami gosti, smo v hotelu, smo na destinaciji, pa nam kaj ni všeč. Pa dobro, mi rečemo, ne bom se zdaj izpostavljal. Ampak mi moramo imeti tujega gosta v očeh. On se tudi ne bo izpostavljal, on bo samo rekel, pač drugič me ne bo, bom že šel kam drugam. Ampak mi v turizmu en drugmu moramo povedati, lejte, tole pa ni bilo v redu, ali pa tole lahko pa tako izboljšate. Kaj so naredile tudi naše ekipe? One so pičale ena drugi, one so se spraševale, so šle ena do druge in so rekle, bi tole vi kupili, Vprašati moramo uporabnike, vprašati moramo partnerja, soseda, skratka, rabimo feedback. Danes nam tudi digitalna orodja omogočajo toliko enega vpogleda, kaj si gosti mislijo o nas, ampak še vedno marsikdo tega ne izkorišča. Ok, se kratka replika. Kar je en pomembnih premikov v glavah ponavadi na teh dogodkih je nasleden. Sploh pa, če govorimo o nekom, ki se z nečem že ukvarja. Ponovadi ta oseba, ko pride in začne razmišlja, kako bo rešila svoj problem. Vic je pa v tem. Čarovnija se skriva v tem, če res razumemo problem nekoga drugega. Ker če ga dobro razumemo, ga bomo znali dobro poservisirati. In toliko časa, ko v nečem smo, bolj vidimo svoje probleme, ne pa probleme drugih, ko govorimo o tem, če želimo nekaj izboljšati. Super. Nataša me je zelo zdajle dregelna.
v eno stvar in bom mogel zdaj eno izpoved dati. Ne? Jaz sem zelo osebno sem v tem, da ko vidiš, da nekaj ni v redu, si dolžen to sporočiti nekomu, ki bo to odpravil, sicer si soodgovoren, da bo imel naslednji isto to bedno izkušnjo, kot si imel ti ravno kar, kjerkoli že to je. In zdaj bom malce posul s pepelom v sobi v hotelu Kompas, kjer smo imeli hackathon in smo tudi bili eno noč. Sem jaz v kopalnici, ko kopalnice se pa obrnem, sem videl, da tam so 3 žebelčki za brisače in eden je bil zlomljen, je bila luknja. Jaz sem to videl prvič, pa sem si mislil, jaz kar ponavadi naredim, jaz sem zelo ekstremen, kar se tega tiče. Jaz sem imel namen slikati in poslati to na infoet, ne vem, kamorkoli bi že najdel mail od hotela, ne. Češ, tukaj, ta soba je to. Pa ni bilo časa, ker sem mogel se steli par pointi ukvarjati, pa je bilo vedno nekaj, pa je bil hackathon. Pa sem šel drugič v kopalnico, pa sem spet to videl. Pa spet, moram zdaj, sem šel ven, je bilo na WhatsAppu, na Viber, pa je šlo. 3-krat, 4-krat sem videl in nisem tega naredil. Jaz sem kriv, pazite zdaj, jaz sem kriv, da bom imel naslednji gost v moji sobi to bedno izkušnjo. Saj ni prav bedna izkušnja, saj vse je fajn, hotel je fajn, ampak v kopalnici en žebelček manjka. In to ni fajn, ne? Hotel ima 4 zvezdice, no, v tej sobi jih nima. V tej sobi ima pač en žebelček manj, 1 zvezdico manj, ne? Kar pomeni še 2 do 5 zvezdičnih. Tako da, zdaj pa, da bom to popravil, ne? Mal dajem eksempel, pa to ni sam hec, zdaj sem res mal tak čuden, kar se tega tiče. Nekdo mi je prej rekel, lej, ko bo vsega konc, zdaj, lahko 2 minuti govoriva, ne vem, kdo je bil, ne? Dej, kaj me boš zagrabil, predno govoriva, mi reč, Matej, pošlji zdaj mail hotelu, ker še veš številko sobe, pa jim povej, da žebelček manjka. Ni treba, ker je tamle. Soba številka 208, žebelček manjka. Zdaj, jaz si resno želim, da smo vsi taki pacienti, kot sem jaz, ker se tega tiče, da vsakič, ko vidimo en žebelček, da manjka, da to povemo, ker potem ne bojo žebelčki manjkali in potem bo awesome experience v Sloveniji za vse. In pa bomo samo od tle gor naprej gradili. Tako da, to je bila zdaj moja izpoved, ker nisem mogel, ker, ne. Zdaj pa še komentarji na kakšno drugo ekipo, malo treba sprovocirati, ne, mislim, to tle gor je bilo fajn za videti pa za gledati, samo to ni idealno, ne, rabijo pomoč, dajte jih še malo sprovocirati, saj smo jih že mi dan pa pol, mogoče na te ekipe ali pa, ne, bomo v comfort zoni. Super, Igor. Evo, da mogoče prebijem let s pozitivne stvari, ne s problemi. Dejansko čestitke vsem 4 ekipam in ostalim tudi, ki niste tu v finalu. In vedno se moramo vprašati, ali smo mi tisti, ki iščemo rešitve za probleme, ali smo tisti, ki iščemo probleme za rešitve. In če bomo iskali problem, če bomo našli problem za vsako rešitev, se ne bomo premaknili. Ja, se strinjam, HACCP, avtorske pogodbe in tako naprej, ampak to so rešljive zadeve. Ta ekipa ima 1 leto časa, da se s temi ovirami spoprime. Ne jih na začetku ustaviti, ne jim reči, to ni mogoče. Je mogoče, vse je mogoče, že jaz imam par idej, pa bomo potem govorili, kako lahko vsaj pol teh stvari, ki so bili nanizani kot problemi, rešimo brez nekih večjih težav. Ampak ne se pustiti, kako bi rekel, prestrašiti pred problemi, ker noben problem ni tako velik, da ga ne moramo premagati. Hvala. Hvala, Igor. Še en komentar tlele, evo. Hvala lepa, ni to komentar kot konkretno vprašanje, jaz bi se od juh premaknila bolj v zgodovino in sicer bi vprašala vas, ali ste, fantastični ste mi bili vsi, ampak vi ste se me pa zelo dotaknili, mene osebno, zase lahko rečem, in me zanima, žal nisem iz prave regije, me zanima, če ste pripravljeni razmišljati tudi o kakšni drugi regiji, konkretno o regiji Srednja Slovenija. Mi smo vedno pripravljeni na pogovore. Pa evo, tlej vizitka. In upam, da bomo drugo leto lahko govorili o rezultatu. A lahko mogoče še samo vašemu doživetju dodate tisto piko na i na koncu, no, ki ste jo spustili v prezentaciji? Ne, če si upate, ne, pozabili ste tisto srednjeveško pivo, večerja, skratka ta izkušnja, ne, za opredeljeno ceno je nudila še nekaj več, iz prezentacije ste to zdaj Ta cena izpustili. za 105 € na doživetje nudi preplet resničnosti, preteklosti, sedanjosti, zgodovine in na koncu, ko rešiš Friderika in Veroniko, ne, to na dva povabita na druženje
ob kozarčku srednjeveškega piva. Ste to mislili? Ali še nekaj več? Pa to pa itak ne gre brez hrane, grajsko pojedina. Ok, hvala. Zdaj preden bo še Lojze pokomentiral, pa bomo pa ujeli en tak pozitiven val, da bomo zaključili, oziroma bomo šli na podelitev pa na fotkanje. Nekaj spet ne morem svoje kože, nekaj moram komentirati. Ne? Spet zelo nevarna izjava, sicer v tem zelo pozitivnem vibu zdajle, vedno smo pripravljeni na pogovor ali ne vem kaj je bilo. Ne? Ne, niste vedno. In ne smete biti vedno. Bom razložil. Pravilni odgovor, stališče startupa, stališče podjetnika, bi bil tak mal za J, pa mal tehničen. Bomo preverili, če se z vami splača bolj ukvarjati, kot s tem, kar se trenutno ukvarjamo, če bo to imel večji doprinos do 4 milijard, kot to, s čimer se trenutno ukvarjamo. To je pravilen odgovor. Ker to je ena od top 3 pasti v podjetništvu, v startupih in teh ekipah, je, look shiny, ja, vedno se lahko pogovarjamo, samo da jim pomaha z roko, ja, gremo, ker v vsem vidiš priložnost, ker se tako bedno počutiš, ker ti še ni ratal. Ne? In posod iščeš. Bistvo pa je, da nekaj najdeš in vidiš v tem neke prve dokaze, nek prvi proof in potem izključiš vse ostalo, ali pa če prije kakšna konkretna ponudba, ok, dej da pretehtamo, a se splača s tem zdaj bolj ukvarjati kot s tem. Ne? Tako da ne takih izjav daje. To je bilo zdaj tako malo pretiravano, ampak paste na to. Ne kar na vse, ne kar na vsak turizem Ljubljana, ko bo prišel, pa če smo se malo pogovarjati. Ne? Lej, mi delamo v Celju zgodbo, ki bo 2,5 milijona, ne? Čez 2 leti, sorry, Ljubljana, 100K, lej, se slišimo marca 2018. Ne? Tako pač stvari so. Ne? Moram priznati, da upam, da bo res daj, tako da bomo vsi lahko odmirni tega. Enako, se pridružujem upanju, čeprav upanje pa naslednja beseda, ki je ne smemo imeti startup, ampak dosti zdaj. Lojze, ti si hodil, imamo kleše? Kar, ja. Mi smo zjutraj po 3 urah spanja, ker smo se pripravljali do 2 zjutraj. Smo zadnji, ki smo odšli in prvi, ki smo prišli. In zjutraj smo ob 7 uri na recepciji srečali ministra Počivalška in seveda smo tekli k njemu, ker je bila nagrada, da kdo naredi najboljšo fotko. Nismo zmagali, ok. In smo mu začeli predstavljati idejo. Ok, mi mislimo narediti to, loviš, dodana vrednost, ja. In pola naredim. Dajte me prepričati z vašo idejo. In sem se rekla, ne, če vas moram prepričati, niste moj kupec. In smo zaključili. Kdo rab razlagal? Boš ti dal? Ja, ok. Ja. Pa še prej mogoče vem, ne bom komentiral, ker preče javno, da včeraj je bilo pozna noč in zabljeni zna. Rab malo interpretacije, Mateja, ta odgovor še. Ne? Da v bistvu, če govorimo zdaj o nekih posebnih produktih, ki jih ponujamo za posebni segment, torej iščeš ta segment, ne da prilagajaš ta produkt drugemu segmentu. Tako. Še tam imamo en komentar. Mogoče še samo en kratek komentar. Jaz mislim, da ključna dodana vrednost vseh teh idej je bila predvsem v izhodišču, da izhajamo iz tistih pravih primerjalnih prednosti Slovenije. In res je, narava je naš luksus in se mi zdi, da tukaj se gre za tisto zanko, da se ne ujamemo v iskanje neke že ustvarjene podobe luksuza, ampak da fokus spremenimo, ga obrnemo na našo ciljno občinstvo in res izhajamo iz tistega, za čemer lahko stojimo in kar se nam mogoče na prvi pogled ne zdi tako visoko ovrednoteno, ampak razmišljamo in izstopimo iz tega kroga in na koncu res prodamo eno doživetje, ki je 5-zvezdično iz perspektive gosta. Super, hvala lepa. Zdaj po izkušnjah iz, Niko tamle, po izkušnjah iz prvih 2 takih panelov, zdaj počas pričakujem od Nordijskega centra en komentar. Bo, se pripravlja. Drugač pa Niko najprej. Čestitke vsem projektom, mislim, da sem jih slišal več kot 1000 do zdaj in moram reči, da so tudi teli bili izredno dobri. Veseli, da se tudi ideja Hekatona prijela, ki se je predlagal že pred leti in upam, da se dobra praksa nadaljuje. Zdaj pa v prakso. Vsi 4 projekti so zanimivi, jaz govorim z vidika investitorja. Sem pripravljen v bistvu tudi za najboljšega od teh pomagati, da pride do investicije, konkretno z vlogo lead investorja, če je potrebno, ampak seveda je treba izdelek oziroma predstavitev spraviti skozi do naslednje faze, do starta faze.
Zdaj, ne vem, če ste razumeli, to je bilo direktno povabilo za naslednji pitch strani enega od investitorjev. Ne? To je to zdaj to. Če niste, zdaj pa ste 4, on je rekel za enega. Ne? Živijo. Escape Room Enigmarium. Jaz bi tudi pohvalila vse kreativne ideje, posebej bi pa ekipo, ki kreira tako igrificirano doživetje v VR svetu, iz Laškega vprašala, če so že naredili dobro tržno raziskavo v Laškem. Verjetno vejo, da 2 igri, ki oživljata mestno zgodovino, sta že tam. Vem pa, da vi ciljate na druge. Niste se čisto predstavili, od kje prihajate? Iz Laškega. Ja, vem, ampak kakšen background? Naša ekipa je sestavljena iz 4 članov, ki smo zaposleni v Termani DD, ki je hotelski kompleks v samem Laškem, in pa člana oziroma predsednika turističnega društva Laško. To je bila naša sestava naše ekipe, predsednik je tudi zgodovinar in pozna ta zgodovinski koncept. Želeli pa smo narediti, igro, nedolgo nazaj se je odprl Pivovski Escape Room, pa Unlock Laško, ki je na terenu zadeva, ampak vseeno smo mislili, da je ta varianta, ki smo jo mi tukaj kot osnovno različico predstavljali, vseeno nekaj drugačnega, ker pa povezuje virtualni svet. Ker ni samo fizično izkustvo in ni samo zaprto v sobo ali pa neke uganke kot take, ampak je tudi na drugi ravni vpletenost samega uporabnika. Na tem trenutku bi vas jaz v bistvu rada povabila k sodelovanju. Mi sodelujemo in smo pripravljeni deliti svoje izkušnje, ki jih je kar nekaj, s tem, da bi ta produkt uspel, zato ker si želim, da bi imeli vi odličen produkt, ki bo navdušil obiskovalce, da bodo odigrali tudi vse ostale naše produkte in obratno. Tako da srečno. Si izmenjamo vizitke, ali kako ne? Super. Zdaj pa jaz nujno rabim še en tak pozitiven komentar, ki bo sledil temu, kar bom zdaj le povedal. Imamo kakšen tako, Maja bo, super. Ker namreč, dobil sem, ti si so fani. Lahko sam najprej povem, pa dvignemo na gor. Dobil sem eno slikco vrat iz hotela Kompas, kot reakcija na to, kar sem povedal. Konkretno soba številka 23, ki ima 3 s kemičnim narisano gor, ker je dol padla. Tako da komentar je pa bil, tvoj žebljiček v kopalnici nima šans proti tem vratom. Tako da zdaj veste, 208 žebljiček, 23 pa kar na vratih 3 nazaj nalimat. Sam komentar od hotela, potem pa Maja nazaj dvigne, pa bi pa jaz kar predlagal, da zaključimo, pa gremo v bistvu podelevati. Hvala vsem, Mateja Golija, Hitel Pineja. Veselil me je, da ste spali v hotelu Kompas, ki gre v kompletno prenovo in bo do konca decembra popolnoma prenovljen, tako da vas vabim ponovno. Zdaj pa kar besedo Maji. Jaz bi najprej res iskreno čestitala vsem ekipam, mentorjem, Corpo Hubu za to odlično izkušnjo, kajti 2 tedna nazaj smo dejansko sprejeli v slovenskem turizmu strategijo z ambicioznimi cilji 4 milijarde, 5 zvezdica doživetja in dejansko danes smo naredili en velik korak v njeni realizaciji. Poleg tega, da smo uredili žebljičke, številke na vratih in tako naprej. Tako da res hvala vsem in čestitke. Ok. Jaz bi kar uporabil zdaj to izjavo, bi se zahvalil mentorjem in žiriji, jih povabil dol z odra in Maja kar gor na oder. Aha, prestav mesto. Ok. Zdaj pa Photo Opportunity, pa vabimo eno po eno ekipo celotno sem gor, dobili boste, temle so konkretno nagrade, ostanete gor in potem še ena skupinska fotka. Predno pa zaključimo in s tem zaključimo tudi ta današnji dogodek in hackathon vse skupaj, bi se pa seveda radi zahvalili vsem sponzorjem, vsem, ki so pripomogli, da se je tole vse skupaj tudi letos lepo razvilo. Zdaj pa prvo na oder celotna ekipa 3E4R. Ob bučnem aplavžu seveda.
in pogledate proti fotografu, da boste imeli na lepo fotko. Predno bo začelo število naročil skokovito rastati in se na to imeli več časa slikati. Takole? Še? Sorry. Še. Takole, zdaj ekipa kar ostane, se malo odmaknite tjale, da bo prostor za drugo ekipo, celotna ekipa zgodbarjev z Laškega, prosim. Ok, se še pofotkamo. Obetavni začetki. Hvala lepa. Celotna ekipa Slovenija Tripping, ki so v živo veliko bolj suvereni kot na odru. Ok, in kot zadnje na oder vabim, da priskakljajo Srečni Gamsi. Hvala lepa. Zdaj pa čisto ta zadnje dejanje še vse ekipe pridete malo bližji in se skupaj z Majo slikate tako, da boste vsi vidni in medtem, ko se postavljate in fotografi slikajo, bom povedal samo še to, da v bistvu slišali smo kar veliko zgodb že uspešnih, ki so uspele, slišali smo 4 obetavne začetke in po moje je to ena dobra napoved za razvoj slovenskega turizma v prihodnje. Zdaj pa čisto za ta zadnja stvar, predno boste dali aplavz in odšli, poglejte samo še pod svoje stole, kjer je eno presenečenje za vas, da malo sladkor dvigne, ko boste šli domov. Tako da s tem se zaključujejo dnevi slovenskega turizma. Hvala lepa in en aplavz za vse skupaj.